Sedaj pa Jernej Damjan. V Birmingenu leto že na odru za zmagovalce. Danes skoraj prepričan sem, bi podpisal še kakršnokoli uvrstitev med deseterico. Morda bi bil celo še nekoliko bolj skomen. Toda danes ima fantastično izhodišče po prvi seriji. Stisnimo še enkrat pesti za tokrat Jerneja Damjana. Tudi njega misli, da ne se daleč. Tudi on prek 600 metrov, to je nova vrhunska uvrstitev. Nova vrhunska uvrstitev za Jerneja Damjana. 605 metrov celo, to bo dovolj za drugo mesto. Damjan bo, kot kaže, najbolj uvrščeni Slovenec danes. Jasno, Aman bo ostal na vrhu, Damjan pa se Francem nadaljavo boli za drugo mesto, imel je prednost pred Francem, bil je tudi pol metra daljši, ocene bodo vrhunske, v to sem prepričan, še dežujejo, od 18,5 do 19 je prejel Jernej Damjan in to bo drugo mesto za našega pogosto nasmejanega, danes pa še izrazito verjetno nasmejanega orla Jerneja Damjana. Ali Peka Nikola se veseli morda svojega največjega trenerskega uspeha za krmilom slovenske reprezentance. Jernej Damjan je na drugem mestu. Val navdušenja je sedaj zajel tega mladeniča ter seveda tudi množico gledalcev ob letalnici. Pozorno prisluhnite pred nastopom zadnjega finalista. Aman vodi, Damjan je drugi, Kran je v tretjem mestu. Jakobsen veliki konkurent Adama Malša peti. Sedaj pa Batman Tisle. Kako je razprl Kvina, Poljan Vlada Mali. Izjemno, poljski Oršel se znajde tudi na prvenstvu letalnici. In danes je Oršel poletel do svoje prve straniške zmage, kot kaže. Z izjemnim poletom 221 metrov in pol. Tako kot je na svetovnem prvenstvu na malih skakalnicah krepko preskočil konkurenco. Tako je storil tudi zemlje izjemnim poletom danes v finalu. In Adam Mališ je dočasal končno pravzaprav tudi svojo veliko zmago na straniški letalnici. Izjemen slovenski uspeh, izjemna zmaga Adama Mališa, ki je seveda tudi sedaj prevzel vodstvo skupni razvrstitvi svetovnega pokala. Tule še enkrat, nekaj iskreno od srca. Čestitke Adamu Mališu, kajti kljub izjemni daljavi je doskočil v Telemat. Mi pa prisluhnimo našemu današnjemu največjemu junaku Jerneju Damjanu. Jernej, čestitke za ta fantastičen uspeh. Kako ste se počutili pred tem drugim skokom? Je bilo kaj živčnosti, odgovornost je bila velika? Ja, malo je bilo, ampak koliko je Robin plačil, sem si rekel, to na tega smo, Slovenci smo nekaj naredili, zdaj pa gremo ta sproščeno in skok je razlog, jaz sem zadovoljen. Predvsej je bilo grenkih trenutkov tudi za vas v preteklih mesecih. Zdaj se je vse to poplačalo, kaj se je zdaj v planici obrnilo, da je šlo spet na bolje? Kaj se je obrnilo? Ja, koliko lahko leto se reče, ne vem, ker je bilo že v Veligenu odlično, pa spet slabši. Na nihanje to, jaz upam, da bomo nekaj še saj za tele zadnje. Tudi mi si to želimo, hvala Jernej. Hvala. Simpatični Jernej Damjan, seveda še zlasti simpatični ob svojih velikih uspehih. Danes je zaostal, pozor, samo za svetovnim prvakom male skakalnice in za svetovnim prvakom velike skakalnice, prehitel pa vse ostale konkurente. Seveda pa ne smemo pozabiti na izjemen dosežek tudi Franca Kristofa na 4. mestu in se je med tem priletel k našemu letečemu rekorderju. Robert, ponavadi rečemo 4. nehvaležno mesto, ali ga tudi sami tako dojemate danes? Ne, v bistvu ne. Če je prvi dan tekmovanja, lahko sem zadovoljen, zdaj še 2 dni bojo tekme, tako da sem zadovoljen. Konc koncev je to moj zdaj letošnji najboljši rezultat, tako da sem lahko uspel, pa grem sproščeno. Po fantastičnem poletu v poskusni seriji ste skoraj da imeli nekaj smole v obeh skokih z vetrom, pa še ta je bil hrbet, ker vam najbolj ne leži. Ja, no, res prvo serijo sem imel malo smole z vetrom, ampak dobro. Upam, da mi vidite več sreče. Jaz sem zdaj timo več tokno obaden, ker konc koncev, če se pogledali, to se še doma vse dela bolj taka, da je veter vse gor pa dol, da je vredno taka meleta, ki se je trenutno
Hvala, Robert. Hvala. Ja, več kot očitno je, da seveda Robert Kranjec še počasi podoživlja ta svoj velik uspeh. Mislim, da bo še precej več dobrinil v njegovem startu, ko bo prespal ta vnovični izjemni rezultat. Četrto mesto na tekmi svetovnega pokala za Roberta Kranjca. Jernej Damjan pa je poskrbel za 84. posamične stopničke slovenskih tekmovalcev na tekmah svetovnega pokala. In medtem ko še enkrat spremljamo poleg drugouvrščenega danes Simona Amana, podatek, da je Adam Mališ prevzel vodstvo skupni razvrstitvi svetovnega pokala s prednostjo pred Jakobsenom, ki je bil danes 46 točk. Ob še vnovičnem pogledu na prekrasni finalni polet Adama Mališa pa seveda se ponovno obračamo na naše sponzorje.